Ko si zaljubljen, vse drugače se zdi, ko si zaljubljen. Zamenjaš noč za dan, ko si zaljubljen. Vse lepo se ti zdi, ko si zaljubljen, si na gori. In ta gora, svetopisemska gora, gora tega odlomka, gora Tabor, je kraj zaljubljenosti. Kaj je zaljubljenost? Psihologija pravi, da je zaljubljenost trik narave, da nas narava okrog prinese. Teologija, duhovnost pa pravi, da je zaljubljenost prerokba. Mislim, da je Solovjev, ki to uči. In to je zelo lepo. Prerokba česa? Prerokba poveličanega življenja. Prerokba oziroma pogled, preroški pogled, zaljubljen pogled na sočloveka, ki je popoln, ki je odrešen, ki je poveličan. Ker si zaljubljen, vidiš vse popolno, oziroma vidiš drugo osebo popolno. In taka je lahko samo v nebesih. Taka je lahko samo odrešena oseba. Taka oseba je poveličena oseba. Jezus na gori Tabor svojim učencem pokaže, da on ni samo človek, ampak je tudi Bog. Da ni samo krhek, da ni samo navaden človek, ampak je fascinanten. Upam, da imamo vsi vsaj kakšen tak dogodek z Jezusom, z Marijo, s kakšnim svetnikom, ki diši po tej duhovni zaljubljenosti. Kako pomembno je ohraniti te zaljubljene poglede, te zaljubljene vtise v svojem srcu. Zato, da bi nam bili lahko prerokba za življenje tam spodaj, ker učenci so šli iz gore dol in so živeli naprej vsakdanje življenje. Ampak s prerokbo, s to zaljubljenostjo, s tem fascinantnim pogledom, s tem razodetjem je veliko lažje živeti, ker veš, da to, kar živiš, ni vse, ampak da te čaka nekaj čudovitega in fascinantnega. In to nam Bog pripravlja in to nam Bog tudi počasi razodeva. Ne pozabimo na zaljubljenost, zato ker se vse drugače zdi. Zato ker se vse tako lepo zdi. In tudi je lepo, ker v Božjih očeh je vse lepo, je vse dobro. In kristjani vemo, da nas čaka odrešenje. Na koncu posta Kristus umre in na koncu smrti vstane od mrtvih poveličan. Tudi naša usoda je taka.